Torej, za začetek en lep dober dan, čeprav smo v luči, zunaj je pa ena taka lepa, nežna svetloba, sonce, ki je zašel, ampak imamo ga v lepem spominu. Hvala lepa, da ste tukaj. Predstavljamo pesniško zbirko Sijoča zvezda z Levjo Grivo in seveda z nami je avtor, dr. Milan Jančec. Zdaj, ta človek je, ko gre za pesniško zbirko, nek poseben fenomen. Faktično, fotografsko gledano je to njegova 40. knjiga. Kako izgleda in kako je utrujen vidite, to pomeni tudi koliko dela. Da imam jaz scenarij. Dela človek. In zdaj je zanimivo to, da je pisal knjige iz raznoraznih področij, tudi znanstveni, seveda, da še vedno predava diplomacijo, da kot veste je aktualni ambasador Republike Slovenije v Makedoniji in da je pisal tudi romane. Meni izjemno draga je trilogija, poznamo 2 dela, na 3. pa čakamo kot založba, če se bo odločil za izdajo pri nas, s takim poetičnim naslovom Dama v belem, ampak za tem naslovom pa se skriva diplomacija. In ko rečemo diplomacija, je to tako kot politika. Eni mislijo v njej vse najslabše, nekateri drugi pa jo cenijo, ampak zdaj se ne bomo pogovarjali o tem. Zelo zaslovel, pravzaprav za slovenske razmere, pa je s svojima knjigama ali pa knjigami, ki so v navezi z Martinom Krpanom. Ker pogumno si je drznil ukrasti in seveda dograditi, predelati ta znani Levstikov lik. In prva knjiga, Martin Krpan, Vojščak in diplomat. Bi bilo? Diplomat in vojščak. In to je pa res zbudilo pozornost v širšem smislu. In druga knjiga, odločitev, ko postane Martin Krpan samo diplomat, zdaj pa je točno diplomat Martin Krpan, in je nagovoril, da bi bilo vse skupaj še bolj zanimivo, imenitnega ilustratorja, gospoda Mančka, Marjana, ki je napravil po svoji viziji Krpana kot diplomata, torej ilustracije, in so tako zelo uspele, da je imel na to podobo kar veliko razstav po Sloveniji, po slovenskih galerijah ali knjižnicah, skratka imenitno. In ko smo prvič predstavljali to knjigo Diplomat Martin Krpan v enem kulturnem domu, Cerknici, na 8. februar kulturni praznik, so nam potem prireditelji povedali, da je prišlo enkrat več ljudi kot sicer. To je bilo enostavno noro, res ostali čudovito. No, in zdaj si človek misli, ok, po teh strokovnih knjigah, po romanih, po dokumentarnih rečeh, 40. knjiga pa pesmi. In to, tako reči gledano, je ponavadi obratno. Prvič rečemo, da vsak Slovenec piše, ne toliko bere, in drugič, ko je mlad, piše pesmi. In potem začne pisati nekoristno literaturo različnih, recimo provenienc. Vi pa tukaj ne obratno. In zato bi vas jaz zdaj izvala, da poveste, kako ta obrat, odkot, kaj se dogaja v vaši duši, kakšna mladina, tam je zadaj gospodična bi rekla, pa saj to je že starejši gospod, pa piše pesmi. Kako? Ja, a mi da bi gospe besedo, da bo. Ne, da mortilo. Ja, hvala lepa Neva za te prijazne besede, vsebinske. Vmes sem zaznal v podtonu en poudarek, ki mi je olajšal dušo. Rekli ste, da če bom hotel pri vas izdati, torej me ni treba, da vas nagovarjam, boste izdali. Absolutno. Torej, eno stvar smo odšljukali. Zdaj, če bo še Katja rekla, če boš hotel, da jaz oblikujem, pa smo pa sploh. Tega pa še pridemo. Torej, tukaj je človek, ki mi ruši scenarij. Ja, no, torej bom potem začel pri tistem, pri katerem sem se začeti. Jaz sem sicer pesniško razpoložen, nisem pesniško oblečen,
ker sem prišel direktno z letalo je zamujalo pol ure, sicer bi bil drugače štiman, kot bi rekel, ampak vem to, da je pri Karpanu prvi argument, zakaj se Karpan spozna na diplomacijo protokol, namreč način oblačanja, je morda prav, da je letalo zamujalo in da sem štiman tako, kot mora biti. Pesmi malo za šalo, za res, morda najprej za res. Včeraj smo imeli po eno večerjo v Skopju, bila delegacija, 3 poslanci iz skupine Evropskih ljudskih strank, Lojze Peterlej, še 2 druga. In sem seveda, ker se nismo dolgo videla, pa se kar poznamo, bo dal en izvod te knjige in je rekel, lepo, da ima kdo še čas in navdih za pesmi pisati. No in potem je tako naneslo danes na letalo, jaz sem bil med prvimi, se sedem na 3B in pridejo potniki, prihajajo na letalo in pred letom dni so tako tudi vsebina potem potovala domov skupaj in prijem pravi, misli pa, da sem jaz tule, no in tako se vse z mene, potem klepetava, nekaj bereva in ko pristajamo, se mi zasveti, zabliska, se odpre vrelec, začnejo teč besede, misli, potegnem misli in napišem pesem, takole, Tu so pa nekaj, ki sem jih 2-3 dni nazaj napisal in potem me pogledajo in rečem, no tako nastaje in so se smejala in tako naprej. Hočem reči, odkot navdih, zakaj navdih. V tej knjigi so zbrane pesmi, ki so nastajale minulih 30 let, torej niso ravno zdaj, so že kar veliko prej. Prva je nastala pred 30 leti in še par dni tega ob očetovi smrti, to je bil šok. To je bil šok v vsakem pogledu primeru besede. Tudi zato, da nam bo lažje razumeti, mislim, da sem tule daleč najstarejši. Takrat... Ne, niste, ampak ne bomo kavalili, da ste tiho, da je starejši. Ostanemo pri tem. Torej, jaz sem takrat bil star 32 let, še ne, in kar pomeni, da je moj oče v moji sedanji leti bil že mrtev. No, jaz pa pišem pesmi, kaj je to življenje. No, takrat sem napisal prvo pesem, potem malo zatem drugo in potem kakih 10 let so nastajale pesmi, ki so v drugem delu te knjige, ki so temne, trde, težke, hude, obupne, za nikamor. Ampak seveda so odraz življenja, so odraz nekega navdiha, ki je bil pač tak, kot je bil. V prvem delu te knjige so pesmi, ki so začele nastajati po mojem prihodu v Makedonijo. Prva je nastala v začetku decembra, pa ti si bil bolj uvod, bolj neka uvertura, tisti ni bilo čist, je neštej kot zaresno te prvo, ker kajti prva zaresna je bila Moja zvezda ima levi vlivo, po kateri je tudi ta naslovnica. In pesmi, ki so nastale v prvem delu te knjige, ki so objavljene v prvem delu knjige, so nastale v minulem letu pa pol. Torej, jaz sem vesel in hvaležen, ker jaz sem, ko sem tole knjigo pripravil, vam sem hvaležen in vesel tega, sem nekaj imel neko idejo, ki pa je že iz prejšnjih časov, bolj iz tistega prvega obdobja, da bom pesme objavil kronološko in potem pošel, ne, pravi, čakaj, to pa ne bo šlo, no, vse da bo že na ti kimaš, ker si izdala prvo tvoje pesniško bego kot jaz in to je moja nečimna stružalnost, in potem smo brli. In potem, ko tole berem, vaše komentarje, si rekel, seveda, kako pa nismo pazil. Jaz do te pesniške zbirke je prišlo zato, ker smo to se sicer izkopati veni, ampak sem nekaj kronološko mislil. Torej, to je nek okvir, kontekst, v katerem se pojavi pesem, se napiše in to vre in teče in prihaja samo od sebe. Jaz se temu čudim, komaj o tem zapisati, kjerkoli, zjutraj, ko se umijam zobe in se gledam v gledalo, se spomnim pesem, tečem si zapisati, šofer me čaka 5 minut zunaj, ker pač poslaniki imamo šoferje, ker si pesem skiciram in tako naprej. To prihaja v valih, v nekem navdušenju, seveda tudi v trenutki obupa, seveda se ni življenje ena sama sreča, ampak kljub temu tako to gledam in tako te pesmi nastajajo. Ja, tukaj je pa zdaj seveda potreben še pogum, da se potem to objavi. Zdaj, v tem primeru si Joče zvezde zelo veliko, je treba poudariti, da je knjiga išla pri založbi Forma 7 in da smo zelo veseli, ker je dvojezična, torej v slovenščini in makedonščini in smo jo izdali skupaj z Matico Makedonije iz Skopja, Matico Makedonsko iz Skopja. Zdaj knjigi sta prevedli Viktorija Blaževska in Sonja Dovžan, grafično pa je oblikovala Katja Čebular, ki je tukaj ob naju in seveda, da vam damo malo diha, da popijete vodo. Katja,
Vas je avtor povabil, da z njim sodelujete, to ni prvi projekt. Tako je. Ampak so pa ti projekti, ki ste jih oblikovali, pa različnih žanrov. Res je, ja. In zdaj, kaj se tu dogaja, ko pridemo spet do poezije? Ali se vam zdi to najtežje? Meni kot zdravki ja, ali pa kot urednici moram priznati tudi. Zato vas to vprašam. Jaz pa moram reči, da je v bistvu oblikovanje knjig oziroma pesmi v največje veselje, zaradi tega, ker so veliko bolj razgibane in sem lahko tudi sama veliko bolj kreativna, ne samo pri oblikovanju naslovnice, ampak tudi pri oblikovanju notranjosti knjige oziroma preloma, ne. Tako da... Ja, torej tukaj v tem primeru imate to srečo, ne? Ja. Ker recimo en, ki piše sonete, vam verjetno tega ne bi dovolil, oziroma vam že tega še nisem nikoli oblikovala, tako da samo po sebi ne dovolim, ne? Ampak zdaj govorim za te pogled, ne? Zanimivo. Okej, zdaj jaz bi rekla takole, ko pogledamo naslovnico, asociira normalno slika, podoba. Kaj pa te zvezdice? Tukaj ima včasih dr. Jazbec neko posebno teorijo, a je v tem primeru tudi, ali ni? Je to naključje? To je v bistvu bila želja avtorja. To željo sem seveda upoštevala, ampak se mi zdi, da v bistvu celotna naslovnica je oblikovana, v bistvu je na sliki vesolje, ki predstavlja to širino in tudi te pesmi predstavljajo neizmerno širino od teh ljubezenskih do tistih malo težjih pesmi. Se mi zdi, da to zelo lepo zaobide to celoto. Hvala lepa. Zdaj, makedonski urednik je o pesmih in pesniški zbirki napisal eno tako lepo misel, da si jo jaz dovolim prebrati, pa pravi za avtorja: pesem ni naključje, ni izliv čustev, ampak izliv misli, zasnovan na doživetjih in nepozabnih trenutkih. Avtor tega lepega stavka pa je gospod Rade Siljan. In zdaj, če ni naključje, ste rekli, da ni. Izliv po svoje ste rekli prej, da je. Misli. Imate posvetilo in zanimivo opombo kot postscriptum. Nas pesnik spomni, da vse pesmi izvirajo iz ljubezni ene. Zdaj, pri 20-letniku bi bilo to zelo enostavno, in je bil pesnik malo starejši. Zato je tukaj pojasnilo. To ljubezen pa lahko razumemo kot ljubezen do ljubljene, okej, razumemo, do prednikov tudi, potomcev seveda tudi, in do domovine. To pa tudi razumemo, ali no, ne več. No, zdaj boste pa prosim, da še mi se grete malo pojasnili. Ja, morda pojasnim z eno anekdoto, ki bo predstavila, kako je do te knjige prišlo. Jaz nisem imel najmanjše ambicije za pesniško zbirko, pišem pesmi zato, ki se same izpišejo. Te pesmi se same izpišejo, ne? Jaz jih zgolj zapisujem, če tako rečem, pri tem neznansko uživam. No in ko sem prišel v Makedonijo septembra 2016, na prvih reči, ki so mi povedali, je bilo, da bo proti koncu leta pri založbi Matica Makedonske, ki jo vodi in ima nek znan makedonski pisatelj, pesnik Rade Siljan. Rade Siljan je legenda makedonskega pesništva, literature. Sem zelo ponosen, da smo se skozi te projekte spoprijateljili. Torej, rekli so mi, da bo Rade konec decembra 2016 izdal knjigo, torej antologija slovenske moderne poezije v makedonščini. In so jim povedali, da to knjigo pripravlja učiteljica slovenskega jezika. In potem sva se za učiteljico seznala, čisto prišla obiskat veleposlanika, tako se pač dela. In beseda do besede, in potem so rekli, da jaz lahko napišem spremno besedo tej knjigi. In me pogledate, pač sem prav. In sem videl, da ne bo to najbolj zaželeno. In sem rekel, Sonja, ne mislim napisati, to je pomemben prispevek, ki je bila tam odnosi in politično zdravljenje, bla, 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 ampak bi napisal nek esejček, neko literarno besedilce, neko kritiko, rekla, to bo lahko. In potem berem tistih 25 pesmi, 25. obletnica diplomatskih odnosov,
In se jim potem tisto lepo besedilce izpiše in na koncu sem dobil idejo, kaj pa če bi jaz tisto, ta prvo pesem mojemu očetu stavil v spremno besedo. Ampak sem si rekel, moram jo vprašati, glede na to, kako je reagirala na mojo ponudbo za spremno besedo, da ne bi mislila, da je zdaj moja ambasadorska avtoriteto uporabila, da ne bi mogla reči ne, se ne bi upala. In jo vprašam, ja, rekla se, nekaj tako smo imeli po prejšnji knjigi, odlično. Tam mes pesem, kot 26, šteli iz konteksta, ne? In potem, ko je knjiga objavljena, mi je rekla, Sonja, veste, je rekla, vaša pesem je 25, ker je avtor je pesem umaknil in je super izpadla, je dobra pesem, škoda, ker ste ambasador, bi lahko dobre pesmi pisali. Sem nekaj, imam že nekaj pesmi. Je rekla, mora iziti knjiga. Nekaj lepe do ženskah, ne? In potem sta oni in pa Viktorija začeli prevajati te pesmi in ta je trajala nekaj pol leta, potem mi je šlo pa že manj na živce, ker se je vleklo. Vleklo in potem je nekako se tako išlo, da smo knjigo dali v Kati, že ko je bilo v oblikovanju, so še pesmi prihajale nekje avgusta, je bila zaključena knjiga in potem tik pred zaključkom se mi je posvetilo, kaj ne bo tisto zelo konkretno posvetilo, ki je kome knjiga namenjena, ki je na začetku, hkrati, ker smo imeli z druge moje knjige shajale, je ta prišla na vrsto kot 40. Torej, se je lepo izteklo. Izteklo, zdaj pa, ker sem veleposlanik, je tudi ten del ljubezni do domovine, pa ne samo to, jaz imam rad domovino Slovenijo, imam rad, to je pač neka moja refleksija k temu, moram pa seveda povedati, da ne bo izpadlo kakorkoli, ne. Seveda, jaz sem fasciniran s Prešernom, nisem verjetno ne prvem zadnji, imam takle kup knjig njegovih v njemu doma in tak kup mi še čaka, da je po kupu, ne, seveda, Prešer mi pravi, vse misli izvedajo iz ljubezni. Jaz sem si drznil to prirediti v ta moj okvir, v ta moj kontekst in moram reči, da so makedonski bralci in poznavalci navdušeni na to priredbo, tudi Rada je to citira. Torej, to je ta okvir smisla in ustvarjanja, če se prav razumela. Ker če gledamo drugi del knjige, se smisel skoraj že zgubi. Mogoče pa vas lahko zlorabim in hkrati pod narekovaji upravičim gospoda Dimitra Bitenca, ki je pač zbolel, ki bi to opravil, zdaj bom rekla grdo, še boljše kot avtor, ampak avtor je pa avtentičen. Boste prebrali na eno pesem, tako za pokušino. Te bom povedal na pamet. Moram pa za nekaj druga dodati. Mi z Demetrom sva velika prijatelja, kar ni enostavna stvar. Demeter je pa letos julija imel 96 let, igral je v 60 letih več kot v 240 filmih, kar pomeni, da je moral prebrati najmanj 240 scenarijev v svojem življenju. In ko smo na knjižnem sejmu knjigo predstavili, sem jaz zacitiral tole naslovno pesem, ki bom tudi tu, in me posluša, pa je rekel, veš, to smo boš povedal kot jaz. To je takega komplimenta, nisem doživel. To ni bil samo kompliment. To si štejem res veliko veselje in si to prav zapisal. Torej, ja, morda tole, Levje ugrivo, ki je najbolj polna vsega tistega, kar ste precitirali, in ki je najbolj polna, če rečem z besedo racionalistične filozofije, najbolj polna smisla. In ki se je da poslušati kar naprej, jaz jo kar naprej si govorim, pa si jo pripovedujem, pa se mi misli vrti in vedno znova in v njej najdem nekaj novega. Torej tako. Moja zvezda ima levjo grivo, pa čeprav je levinja. In za vsakim dnem, uro, minuto, bolj sem njen objet. Prežet, predan, prevzet, dan za dnem, zvečer, noč za nočjo, bolj njen. Pripis, pa tudi zarada. Evo, približno tako nekaj. Kako pa zdaj vas gledajo in na vaše pisanje pesmi, ali pa recimo literature, tukaj mislim to, nestrokovne, torej romanov, pa še česa, vaši kolegi, ambasadori po svetu, ne nazadnje, vi ste bili na Švedskem, pa verjetno spremljajo vašo kariero tukaj, a ste bili v Turčiji, zdaj ste v Makedoniji, mi poznamo primere iz zgodovine, ravno Andrić, vse vemo, in pa seveda pri nas Izidor Cankar, tudi kot
take poklice kot vi. Pogledi na oba so bili pa zelo različni. Veliko bolj so jih cenili v tujini kot matične države, to pa je iz pisem ali pa intervjujev z nama. Jaz sem vam pa ponudila Auftakt. Ja, Auftakt. Zdaj, v 3 točkah bom odgovoril. Prva točka, kar se Turčije tiče, bom jaz vesel, če ti bo že nekaj povedal, ker bo pesnica. Kreta in pol in Turčije je doživljala tiste moje knjige okoli številke 30 tiče čez. Kar se tiče domovine, oziroma domačih reakcij na knjigo, en poudarek, ki je moj izrazito izvirni in ki samo prispeva k večji panevošljivosti. Ja. Na moji osnovni šoli... Tako slovensko. Ja, ljubko, ja, to je ljubko. Jaz se temu prizanesljivo smejam, resnično. Ne bi se, če bi bil 3-krat mlajši, pa bi imel samo eno knjigo, ne bi se. Zdaj se pa lahko, no. To je drža, ki si jo lahko privošči, ne. No, na moji osnovni šoli v Artičah, pri Brežicah, imajo, jaz sem tam reden gost, parkrat na leto, smo se dogovorili, imajo v knjižnici polico, kjer so moje knjige, tam piše knjige bivšega vrstnica naše šole Milana Jazbeca. Bil je dober učenc, mislim, odličnjak, to pa so meni na tej šoli povedali, ker sem spraševala seveda. Oni so hodili sicer predimeti, da vse te knjige se bilo nobene. Je bil, ampak to je slabo, ne dobro. V osnovni šoli. Vsega tudi treba verjeti. Torej, to je odgovorna točka, tisto predsedaj. Kako gledam te knjige, jaz moram seveda, gledajte, sam en stavek ostalo oboženje prepusta, kar se tiče Turčiji. V Turčiji v Ankari je približno 120 ambasadorjev. Torej pomeni, da se od njih spotikaš, imaš poln kufr po 3 sprejemih. Polovica je taki, kot smo mi, malih, nepomembnih, pozabnih, ki te doben ne opazi. Razen če je država prijateljska, pa te ima mečkim boradi, ampak to se hitro pozabi. Torej moraš nekako izstopati. Od tistih 120, nas je bilo 10-12 doktorjev znanosti, jaz sem bil edini profesor, celo še diplomacije, in edini, ki je imel na štancih toliko knjig. In potem seveda, to so vsi vedeli, ne? In jaz moram reči, da ne vem, če sem kakšno ljubosumnost pri komarkoli od kolegov opazil. Kvečemo obratno. Ena anekdota s tistim, ki je bil v prvem delu mojega mandata nizozemski veleposlanik, Jan Dirkse, se ga spomniš, je bil faca, ne? In je enkrat naredil eno nedeljo, dopoldne v rezidenci kosilo, ki je en profesor prišel predavati neki varnostne teme in smo dobili tisti opis profesora, kot se to nadini, piše, predaval tam 10 člankov in 3 knjige. In potem mi tam stojimo v ožjem krogu, ko smo se zbrali pred kosilom, čakali smo profesora in klepetali in potem eden od ambasadorjev, ki je bil nov, ni me še ki posebej poznal, pravi, je rekel, veste, je rekel, tale profesor, 3 knjige, malo piše to. In potem mi debatiramo, potem se klepetamo in potem irski ambasador, tisti drug, kaj je bilo, Ken, se smeji, potem pa je, veste kaj je rekel, tale, ne, jih ima 30, sem ne tega mu povedal. To je hočem povedati, da je bil tak prijateljski odnos. No, recimo v Makedoniji, ker je pa ta povezava med Slovenijo in Makedonijo očitno zazita, torej navdušeni so. Torej, jaz sem zdaj bil na 5 ali 6 javnih preditvah, ki so brali moje pesmi, recitirali in so navdušeni. Ena učiteljica iz Velesa je naredila 1,5 ure musical o Sloveniji in Makedoniji, mi so otroci, osnovni otroci, mladostniki, 7-8 razred, 20 minut recitirali moje pesmi. Ena gimnazijka z 1. letnika je na kitaro odigrala pesem Kot žvamba jaz. Torej, vam povem, jaz sem bil ganjen. Pravzaprav, ko me dogajam to, kar se s temi pesmimi z mano dogaja. Torej, to je odraz tistega, kar ste me vprašali. Predsedniku Ivanovu sem celo dal knjigo, sem se zadnji z njegovo sodelavko na letalo Srečo. Sem rekel, vse veste, sem napisal knjigo, bom še vam dal predsedniku, sem že rekla, vem, je rekla, vse mi je povedal, ne? Ne pa ti ki povedal. Ja, prosim. Ker si že tu. Jaz čest tako bom rekla, v bistvu si ti zvezda, ne? Ne mogo sam povedati, kako si doživljal Turčijo, ampak... Ne, pa dve ti. Ampak v tujini je kanček vedno zrcalna slika, ne? Doma si le doma in si med svojimi, verjetno uspeti in biti priznan med svojimi je dvojno težko, ne? V tujini pa pač ti
te tekmovalnosti oziroma ljubosumja ni, ne, in te dejansko sprejmejo tisto, kar je, v tistem vidijo samo tisto, kar je. Ne, in tudi iz tega tudi izhajajo in cenijo, pač to je naša izkušnja. Tako, Turčiji so pa bili, ja, zelo cenijo, recimo, zelo cenijo literaturo, ne, zelo cenijo. Zdaj, po mojem bolj, bom rekla, te knjige, v bistvu zgodbe in koliko poezijo, jaz nisem toliko začutila v Turčiji poezije, ampak bi rekla, ja, ne bi pa šla večkrat v detalj, bo bi preveč knjigo. Kar se recimo tiče tega sedaj, mi smo v Turčiji, tisto leta, ko smo bili pa žena skupaj delati, to temo zavili v nekaj druga, ne, 7 ali 8 knjig slovenskih smo ljudi prevodili v Turčino preko angleščine. Na Jako so si rekli, kje pa nimamo prevajalcev, nimamo denar in potem sem se rekel, naredimo po svoje in smo seveda s tem naredili velik prispevek k poznavanju in tako naprej. Jaz bi bil skoraj najbolj ponosen, če bi rekel, na Aškerca. Aškerc je bil leta 1893 v Istanbulu, v Carigradu, o tem je napisal potopis, 10-dnevni, izlet v Carigrad. Jaz sem to zato zvedel strašno prek enega prijatelja. Kakorkoli že veliko vemo te reči za ta potopis, nisem vedel. Mi smo potem ta potopis izdali v eni knjigi v 3 jezikih. Faksimile, angleško, turško. Naslov knjige je Aškerc v Istanbulu in potem tako uspeli še z 2 nekimi jezikovnimi dodatki, da je to naslov v 3 jezikih in ko je slovenski predsednik Pahor januarja 13, obiskal v Turčijo, v začetku januarja, sedimo na večerji in tedanji predsednik turški Gül bere zdravico in v enem odstavku zapoje slavospev tej knjigi. Torej, to je to, ne? Knjigi, ki je prispevek k slovensko-turškemu prijateljstvu in tako naprej. Torej, v tej zbirki sta išli 2 moji knjigi, Slovenec v Beogradu. Išla je zato, ker je bivši legenda turške politike Sulejman Demirel, 50 let je bil v turški politiki, je napisal predgovor in ga začel tako grmljivo, ko me je moj prijatelj veleposlanik, jaz prosim, ne napišem, sem napisal. To smo izdali pa moj roman Mavrica iza duše, zato ker takrat, ko smo se odločili za izdajo, za serijo prevodnih knjig, je bil ta roman že preveden v angleščino, ne bi bil nikoga drugega. Tako smo v ta kontekst dali tudi te moje knjige in seveda je to potem. Ampak se tudi Zupana, ne, če se ne motim. Tudi Zupana, ja. To je pa sploh posebna zadeva. Torej, Zupan se je, izdali smo ga v pravljica o črnem šejku za peško rozo. Angleško-arabsko. To je arabeska, ki je Zupan napisal konec leta 1938, takrat, ko so v evropsko literaturo šele zares prevajali še Brezado. To je pravljica iz 1001 noči in mi smo potem rekli, da je v bistvu po nekolikih letih, skoraj 100, ta pravljica prišla tam, odhod je išla. Potem smo veleposlanikom Arabske lige v Ankari podarili tole knjigo navdušenje reakcije, navdušenje, eno huronsko, neznansko navdušenje. Jaz upam, da se je Zupan veselje v togo vprašal. Zasluži si na vsak način, ki ga imamo radi. Ok, Katja. Kaj pričakujete? Boste še sodelovala, se lepo razumeta? Kaj vas spodbuja, kaj vas plaši pri vašem delu? V bistvu moram reči, da že od samega začetka, odkar sva se z gospodom Jazbecom spoznala, je v bistvu najmo delo prepleteno z neko pozitivno energijo in moram reči, da zelo rada z njim sodelujem. In tudi za v prihodnje imamo že nekaj projektov, kaj jih delava, jih bova delala, tako da bova še sodelovala. Torej, to teče. Imate pa zdaj, to je pa že treba priznati, malo tudi sreče. Ne sam, čakajte, da dokončam, ne sam recimo tega primarno literarnega, da vas neverjetno veliko prevajajo. Tukaj sem mislila na srečo, ker imate tudi poznanstva in tako v širšem merilu. Recimo, v katere jezike pa, recimo, katera knjiga od vaših privedenih ste posebej veseli, da je uspela in odzvanjala izven naših meja?
Jaz sem, ko začnem pretekel z letala, da bi par teh knjig prenesel vsem. Torej, prevodi, torej jaz sem, mislim, rekli smo, to je moja 40. knjiga, seveda jaz jih nisem 40 napisal, štejem avtor, rednik, soletnik, prevodi, ponatiski. Pa kljub temu, to je številka, ki je kar velika. V študentskih letih smo hodili v knjigarni kupovati pol metra Marksa, danes lahko kupite pol metra Jaspeca, to jih je. To je, moraš narediti, to narediti moraš. Torej, ko sem jaz izdal ta moj roman Mavrica je za duše, ga pošljem mojemu prijatelju Jožetu Hlepu, ki je bil takrat veleposlanik slovenski pri UNMIK-u na Kosovu. Sva se večkrat po telefonu pogovarjala. Jaz sem takrat že kot državni sekretar na obrambi sam se odvrtel telefonično sanklico, kar pomeni, da sem najprej z njegovo tajnico klepetal. Ko smo klepetali malo po slovensko, ki je govorila po odličnem slovenskem, potem vedno sem jaz sklican. Potem, čez leto in dan, ko je ta knjiga šla, ko sem jaz Jožetu poslal Mavrico, me kliče ta gospa. Rekel, gospod Jaspec je rekla, a jaz lahko prevedem vašo knjigo? Sem rekel, lahko, ne? Katero pa? Ja, Mavrico je za duše. Sem rekel, odkot pa vi za to veste? Je rekla, veleposlanik je bil na mizi in ko ga ni bilo pisane, sem mu vzela, prebrala knjigo in sem nadušena in bi jo rada prevedla. Jaz sem takrat imel že prevedene knjige v nemščino in pa izdane knjige v nemščini in pa v angleščini. No in potem je ta knjiga išla Hilberi Prteš Petit po albansko. Do zdaj imam 2 albanska prevoda in pa eno izdajo, v kateri je albansko-arabska izdaja te knjige. Jaz mislim, da ni v zgodovini slovenske literature ni knjige, ki bi imela ven izdaj oba jezika, ker sta tako unikatna. To ima torej albansko-arabska in moram reči, da mi je albanski prevod te knjige najljubši od vseh. Obstaja vrsta razlogov, ampak to je bil tisti prav zaresen prevod. Ko sem prišel v Makedonijo, predlani smo lani naredili ponatisk, ga delim prijateljem okoli, albanskih kolegov, makedonskih knjige, makedoncem, ampak meni je 2 knjigi sta mi od vseh teh mojih daleč najljubši. Grem kronološko, pa tudi vedno sicer, Mavrica je za duše in pa Martin Krpan, diplomat in vojščak. To sta za mene srečljivo. Ampak, če mi vsi vemo, imamo najprej Ljosti Martin Krpan, potem o vaši knjigi, 2 nova, recimo 2 novi razlagi, 2 nova razmišljanja, 2 novi sliki Martina Krpana. To v Sloveniji funkcionira. Zdaj pa, ker je tudi Krpan prevedeno v več jezikov, kako pa to zunaj potem? Martin Krpan je Martin Krpan je Planščak, ta ista gospa, Albanka je prevedla v albanščino. To bo tudi prvi prevod Levstikove povesti, ker v vse jezike bivše države bi preveden, v albanskega še ne. Zaključen je prevod v ruščino, v makedonščino, Mavrica imam zaključen prevod v črnogorščino, čakamo spremno besedo zunanjega ministra, je šla v angleščino. Torej, tisti prevod v albanščini je odprl to magično, ne vem, horizont in zdaj ti prevodi kar tečejo, se odvijajo sami od sebe. Imam španskega, iščem. Čakam, da se bo kaj zložnik pojavil, ker nimam samega časa iskati. Torej, teh 42 knjig je šlo v 8 jezikih. En taka posebnost, ki je za diplomata in za diplomatsko življenje zelo pomembna. Jaz sem drugim avtor ene suhoparne knjige, Sociologija diplomacije, mislim, da smo jo tudi predstavili tudi, če se prav spomnim, ki je išla v slovenskem originalu, potem razširjeno dodelana izdava v angleščini, decembra 14 in avgusta 15, leto dni po tisti politični kolobociji v Ukrajini, je ta knjiga išla v ruskem prevodu na diplomatskih akademiji v Ukrajini. Avtor je pa diplomat. Torej, to je potem, natančni se te prevodi odvijajo, teče, gredo naprej, in seveda v tem jaz vidim neko veliko poslanstvo,